November je vsakoletni dogodek, ko si moški v mesecu novembru puščajo brke s ciljem ozaveščanja o zdravstvenih težavah moških, kot so rak mot, rak prostate, pa tudi o moških samomorih. Ste vedeli, da je najpogostejši rak med moškimi rak mot, ki prizadene stare med 18 in 35 let. Letno za to boleznijo v Sloveniji zboli okoli 120 moških. O tem, zakaj moški težje govorijo o raku in kako se z njim spopasti, v Siolovem podcastu tokrat z Matejem Pečovnikom, predsednikom društva Onkoman. Zaupal nam bo osebno zgodbo, ki mu je spremenila življenje, pa tudi to, zakaj v šali pogosto zase pravi, da je diplomirani turist. Matej, živjo? Živjo. Težko si srečen, če nisi zdrav? Ta trditev pa popolnoma drži. Ker zdravje je tisto, s čemer vsi stremimo, oziroma jaz bom povedal drugače, samo zdrav moški lahko doma pomaga tistim, ki jih ima rad. Tudi sami ste zboleli, kar nekaj let je že od tega, leta 2003 je bilo. Kako ste izvedeli? Jaz sem bil teden dni prej, oziroma 14 dni prej sem bil na enem jadranju, kjer smo imeli dejansko vse vremenske razmere, ki so možne. Od visokih temperatur do nalivov, do vsega, kar je možno. No. In to v 4 dneh. In potem sem prišel domov in je začela vročina, nočno potenje, ampak tega sem bil jaz pač navajen. Noben moški, se vsi vemo, da če ima moški temperaturo 37,1, je že kar hudo, oziroma smo že na pol poti na drug svet, ampak potem se pojavljati pa tule na levi strani vratu ena bulica, ki ni hotela stran. In potem je sledil obisk osebne zdravnice, ki sprva ni želela, oziroma ni me hotela poslati naprej, ampak sem jaz vztrajal, da je pač potrebno te bulico pogledati. Potem sem dobil napotnico za kirurga v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Tam so se pa potem, ne bom zdaj razlagal zgodbe, čisto na dolgo so se pač prižgali vsi alarmi. Najprej je bil sum na levkemijo, ampak na srečo ni bila levkemija, je bil samo Hodgkinov limfom. Ker ko priješ na onkološki inštitut, ti rečejo, da če že moraš imeti raka, je fajn, da imaš Hodgkinov limfom. Ampak to meni takrat ni bilo ravno v uteho, ker sem slišal tisto frazo, ki je nihče v življenju ne želi slišati. Gospod, imate raka. Zakaj diplomirani turist? Ker je bilo vse to eno veliko potovanje? Ne zato, ker sem po izobrazbi diplomiran organizator turizma. Zato sem jaz diplomiran turist. Kaj vam je takrat najbolj pomagalo? Družina, okolica, tudi zdravstveno osebje? Kaj vas je takrat držalo po konci? Ja, dejansko, ko ti zboli za rakom, okrog sebe narediš eno skupino ljudi, ki ti pomaga pri ozdravitvi, to je dejansko tvoja ekipa, na katero veš, da se lahko 100% zanešeš. Jaz takrat, ko sem podstopil na tist hodnik onkološkega inštituta, sem tej inštituciji popolnoma zaupal, ker sem že od štarta verjel, da bo vse ok. Jaz nisem imel nobenih dvomov, oziroma na začetku so se porajali dvome, ampak vedel sem, da je potrebno zdravnikom pa zaupati, ker oni so le tam zato, da nam pomagajo in naredijo vse, vsi, tudi sestre diplomirane, tudi tisti, ki so nam nosili hrano, ki nam po večini zaradi drugih razlogov ni teknila, ker drugače, verjetno, če bi tako zdaj zdrav šel tja na kak obrok, bi verjetno z lahkoto povedal, ampak takrat so pač okoliščine drugačne. Tudi ko čakaš na samo diagnozo, ti pač hrana ne diši, ker pač ne veš, kaj te čaka. Imamo pa to srečo, da ko si dejansko enkrat na onkološkem inštitutu, dejansko te to kolesje tako hitro potegne v določeno rutino, da ti dejansko niti ne utegneš več razmišljati o tem, kaj bi bilo, če bi bilo. Je pa potem, ko dobiš, ne vem, določeno število ciklusov kemoterapij, te pa rak potisne v kot. In takrat je pomembno, da imaš nekoga, na katerega se lahko zaneseš. In to je bil v mojem primeru gospod Jaka Jakopič. On je tudi podpredsednik društva. On je bil leto pred mano bolan in je pač pomagal, da so bile moje nastavitve v glavi zelo, zelo dobre.
Kaj pa vam je bilo najtežje v fazi zdravljenja, recimo največji strahovi? Ja, konec življenja. Sej vsak, ki sliši tole znamenito frazo, imate raka, ve, da se ne ubada z gripo. Saj vsi vemo, da je tudi gripa lahko smrtna bolezen, ampak ne tako zelo, kot je to tudi rak. In potem se pač glava nastavi na te nastavitve, da mogoče pač pri 25 letih konec življenja, ne. In takrat se potem šele zaveš, kaj zdravje pomeni, ker do tistega znamenitega reka jaz dejansko na zdravje nisem polagal kaj dosti, ker zdravje je nekaj samoumevnega. Kot tudi pri vseh moških je pa zdravje nekaj samoumevnega, ker in tudi ko se pojavijo znaki, moški še vseeno mislimo, da smo zdravi, oziroma upamo, da smo zdravi, globoko v sebi pa vemo, da ni. In vsak dan, ko nastaja onkološka bolezen v nas, oziroma vsak dan je izgubljen dan, oziroma rake delimo dejansko v 4 stadije, a ne. In nižji kot je stadij, manj je terapij, manj so agresivne, pa tudi kvaliteta življenja je zaradi tega lažja. In zato na Slovenskem onkološkem društvu Onkoman opozarjamo prav na te, da je potrebno biti pozoren, potrebno se je udeleževati presejalnih programov, ker ti dejansko rešujejo življenja. Tudi niso narejeni za to, da se statistika raka veča, ampak da se ti raki, ki so, da se polovijo po nižjih stadijih in lahko potem naprej kvalitetno živimo, ker to nam pa moškim je pomembno, kvaliteta življenja. Ste predsednik društva Onkoman, prvenstveno namenjeno moškim, pa tudi prijateljem, svojcem. Kako dobro vas poznajo ljudje? Ja, mi smo dejansko zelo mlado društvo, no. Mi smo se ustanovili leta 2016, ker smo 3 fantje, bivši onkološki bolniki, začutili potrebo, da Slovenija potrebuje društvo, ki nagovarja moške, oziroma ki nagovarja njihovo zdravje, ki nagovarja njihovo ranljivost, ki nagovarja stvari, o katerih se mi ne upamo pogovarjati. To je ranljivost, neznanje, ker če se v meni nekaj, oziroma če jaz nekje na modu začutim neko zatrdlino, pa upam, da bo ta zatrdlina šla stran, je to zame neznanje. Ker zelo fajn rek je, prvi brk, prvi samopregled. Fantje bi mogli ta samopregled poznati, in če bi ti fantje poznali te samopreglede, dejansko bi poznali tudi vse ostale znake, oziroma bi bili pozorni tudi na vse ostale znake. In kako se obstajajo tudi raki, ki nimajo teh znakov in na katere pač ne moreš biti pozoren, ampak obstajajo pa tudi določeni raki, ki imajo znake, ampak jih ignoriramo, ker upamo, da bo boljš. To je tako kot jaz včasih, ko sem pisal test v gimnaziji na Ravnah pri matematiki, sem vedel, da ne bo za 2, ampak sem do konca upal, da bo za 2. Pa pol ponavadi ni bilo. Je zmanjkalo tiste pol točke. Ampak tukaj pa ni, tu ni borba za oceno, tukaj je pa borba za življenje. Zakaj moški tako težko ali pa težje govorijo o raku, o zdravju nasploh, ker so moški, ali zaradi dejstva, češ mene se pa to ne tiče? Ja, jaz mislim, da moški zelo težko sploh nagovarjamo to zdravje, oziroma, ko sem prej rekel, to se nam zdi pa samoumevno. Tudi če se slabo prehranjujemo, mi upamo, da bomo fit. In enako pri zdravju, oziroma jaz mislim, da gre tukaj bolj za priznanje šibkosti, ker bolezen je šibkost, oziroma bolezen te naredi šibkega. In moški smo pač mačoti, a ne. Moški zelo radi, oziroma zdaj bom se vrnil na nekaj drugega. Moški pri avtomobilu takoj zamenjamo gume, ga peljemo na servis. Ko pa nekdo reče, da stane 17 €, oziroma zdaj sem kar tako eno ceno povedal, ta pregled PSA, je pa zelo velik strošek. Bomo pa dali najboljše gume za svoj avtomobil, zato ker se radi pokažemo pred okolico, da imamo najboljše možne gume. No, ampak kako pa približati ta pogovor moškim brez občutka sramu, šibkosti? Ja, to smo si mi zadali na tak način, da prek naših kampanj, ki so drugačne, ki so drzne, ki so provokativne. Zdaj bom naštel samo nekaj kampanj, ki smo jih naredili v preteklih letih. Prva je bila 30 sekund rešuje življenja, kjer smo nagovarjali rak MOT, ustanovili smo eno tako časovno enoto 30 sekund, kar je dovolj za redni mesečni samopregled. In potem smo nagovarjali moške, ne vem, če greš na nogometno tekmo, traja 90 minut, doma bi lahko naredil 180 samopregledov. Na naši spletni strani
onkoman.si imamo za vse te kampanje, ki smo naredimo pristajalno spletno stran, kjer zelo lepo opišemo pri tej 30 sekund grafični prikaz, pregleda mod. Potem smo imeli Dej se preglej, kjer smo preko športnikov, Cene Prevc, Benjamin Savšek, Žiga Pance, smo posneli video, da je pač potrebno se pregledati pri raku prostate in smo pač na mlaj, ker po 50. letu se poveča možnost obolenja za rak prostate, smo pač na mlaj, ki ga mi tako zelo radi postavljamo, ko smo stari 50 let, smo pač te znake napisali na ta mlaj. Potem je bila ta naša kampanja Sranje, ne vem, če jo poznate, ki smo na en plakat napisali samo sranje. To smo nagovarjali rak debelega črevesa in danke, ker je pač sranje, a ne. Pozna se na blatu, krvavo blato, temno blato, blato osko kot svinčnik, pa tudi, ko dobiš raka, ne rečeš, jo super, rečeš sranje. In potem smo pač ta plakat dopolnili z besedami, samo hitra reakcija na neprimerno sranje lahko reši življenje. In lani smo pač povezali spet prek športa, ker moški zelo radi gledamo šport, smo povezali, smo dali kampanji naslov Ostani v tekmi, ker samo zdrav moški lahko na tribunah navija za svoj klub, smo povezali nogometno, rokometno, odbojkarsko pa košarkarsko zvezo. In smo prek športnikov nagovarjali, da je pač potrebno poznati te znake prostate. Zdaj, to prostato mi vlečemo že nekaj časa iz posebnega razloga, ker se v Sloveniji pripravlja nov presejalni program Peter, ki bo nagovarjal moške, oziroma presejalni program bo za rak prostate. Letos mislim, da bodo oktobra oziroma novembra že začeli iz Ljubljanske regije vabiti moške v ta presejalni program. Naloga društva, oziroma mi se čutimo poklicani, da ko bo presejalni program že v organizirani obliki, da bojo moški vedeli, da to ne pomeni hud poseg v telo, ampak to pomeni samo pregled krvi in pregled tega prostatičnega specifičnega antigena PSA, in če bo ta PSA previsok, bodo pač povabljeni naprej nadaljne preiskave, tako kot je pri ostalih presejalnih programih. Se vam zdi, da mlajši moški danes bolj sproščeno govorijo o svojem zdravju? Recimo tam med 20-30 let? Sigurno. Tudi pri nas na društvu se pozna, mi smo se vsako leto trudili, da dobimo nekoga, ki je pripravljen spregovoriti, in zdaj v zadnjem letu se pa moški kar sami javljajo, da bi pač odkrito govorili o svoji bolesti, ker prej tega ni bilo. Prej je bilo nas, po mojem, 5 moških, ki smo pač govorili o raku, zdaj pa se mi zdi, da se to kar se zdi tudi mlajšim moškim, če zbolijo, se upa izpostaviti in govoriti o bolezni, ker se tudi oni čutijo dolžne, da pomagajo drugim. Ker najboljši nasvet ti lahko da nekdo, ki je imel raka, oziroma ki ga je prebolel. Zdravniki pa sestre, če niso nikoli imeli raka, ne vedo, kako se človek na onkološkem inštitutu oziroma na oddelku počuti. In dejansko smo mi, oziroma vsa društva, ki deluje za katerokoli bolezen, smo podaljšek zdravstvenega sistema. Ker samo mi lahko podamo občutke, mi lahko iz svojih izkušenj povemo, kaj pomaga. Čeprav mogoče ta moj nasvet nekomu sploh ne bo pomagal. Ne vem, meni je bila takrat, ko sem pač nisem mogel nič drugega, jaz sem lahko jedel samo tisto osejne kosmiče čokolado, ki je bila od spod prekrita z jagodo. Jaz lahko to nekomu rečem, ampak mogoče njemu to ne bo všeč, ampak poznamo pa občutke, lahko se preselimo na oddelek onkološkega inštituta, lahko se preselimo ambulantno kemoterapijo, lahko se preselimo na mizo obsevalne naprave, lahko se preselimo tudi jaz, na primer, na operacijsko mizo in lahko iz prve roke izvem, kaj pomeni. In ti občutki so ponovadi tisti, ki, tako kot sem že prej rekel, da te ne pač postavijo na prav pot oziroma te usmerijo k ozdravitvi. Jaz lahko dam nekomu 100 dobrih nasvetov o tem, kaj je bilo v mojem zdravljenju, ampak ko ti prejemaš kemoterapijo za kemoterapijo, te rak slejko prej stisne v kot. In takrat se glava ne sme oddati. Takrat mora glava, pa čeprav čist tam nekje na koncu, videti eno tako majhno lučko, da sveti. Ker takoj, ko se pa glava odda, se pa odda tudi telo.
In zato so te nastavitve v glavi tudi zelo, zelo pomembne in tukaj lahko pomagamo samo mi društva. Ker noben drug pač žal ne more pomagati. Poudarili ste pomen samopregledovanja. Kaj pa spremembe, recimo, kot so kakšne spremembe na koži, bulice? Kaj je tisti znak za alarm, da je nekaj narobe, da je potreben pregled? Ja, vsaka bulica je težava. Če prej tam seveda ni bilo. Zdaj tudi ne pomeni, da vsaka bulica rakava sprememba je lahko, naprimer, benigna, ni maligna, ampak pomembno je, oziroma vsi mi vemo, vsi mi živimo v lastnem telesu. Ne? In mi vemo, mi sami sebe poznamo, čeprav moški si to ponavadi zanikamo, da je nekaj narobe in pač ustrajamo, da bo boljše. Komik Perica Jerkovič je enkrat zelo, zelo lepo rekel, da enkrat opazil krivo urino, pa naslednji dan ni imel časa, pa je imel 3-4 nastope, pol ga pa itak ni bilo več. Ampak krivo urino ni ok stvar in jo je treba iti pogledati. Kako pomembna je pri taki bolezni vloga bližnjih, staršev, družine, partnerjev? Za njih je verjetno zelo težko. Zdaj, jaz sem bil v obeh vlogah. Jaz sem bil nekdo, ki je imel raka, pa nekdo, ki je skrbel nekoga za rakom. Jaz lahko rečem, da je meni bilo lažje, ko sem bil tisti, ki sem imel raka. Zato, ker ti pač veš, kako se počutiš. Tisti, ki pa leži tam pol na drugi strani, ti pa včasih kaj tudi zamolči. Seveda je zelo, zelo pomembna. Tako kot sem prej rekel, okrog sebe si narediš ekipo ljudi, ki 100% zaupaš. To so v mojem primeru oče, mama, sestra, strici, tete, prijatelji. Pač to so ljudje, ki bi dali zate vse. Včasih se res čudno obnašajo, ker je njih verjetno še bolj strah, kot je strah tebe, da bo izgubili nekoga bližnjega. Sploh pri meni v takih letih, ker 25 let res ni neka starost. Ne? In zelo težko te tudi vprašajo, kako se počutiš. Mi onkološki bolniki, jaz lahko povem iz svoje izkušnje, zelo radi slišimo besede spodbude. Ne slišimo pa radi, tudi on je imel raka, takega kot ti, pa on je zmogel, ker noben rak ni enak, tudi če je isti tip raka. Ker je pač, mi imamo ne vem koliko celic v našem telesu in one se potem pač začnejo neprimerno deliti in noben rak ni enak. In primerjati nekoga z nekom nima smisla. Tisti, ki pač nekomu pomagajo pri tej diagnozi, morajo biti samo spodbuda. Spodbuda, biti tam, te poslušati, pomagati, pa če želiš mir, te pustiti tudi pri miru. Torej tudi svojci lahko pri vas najdejo pomoč v društvu, če so v stiski, če ne vedo, kako ukrepati, pomagati. Seveda, mi bomo v naboru članstva našli nekoga, ki je prebolel določen tip raka, pa bo znal pomiriti s kako besedo spodbude, oziroma vsaj več bo vedel kot svojci. Tako sem prej rekel, mi s svojimi izkušnjami lahko pomagamo. Oni žal ne morejo, oziroma na srečo ne morejo. Jaz velikokrat rečem, ko predavam kje na kakih podjetjih, da upam, da nihče ne bo rabo naše pomoči. Če pa že, pa vedo, kje smo. Kaj bi sporočili nekomu, ki je danes izvedel za diagnozo raka? Mirno. Nič hiteti. Premisli doma lepo. Se pogovoriti s svojimi. Pa najti pomoč pri nekom, ki je to dal skozi. Ker ta naša ihta, oziroma to naše brskanje po internetu, po forumih, kjer vsi vse vedo, naredi verjetno več škode kot koristi. Jaz lahko povem, takrat, ko sem jaz bolel, to je bilo leta 2003, ni bilo nikjer nobene zgodbe napisane. Ni bilo nobene knjige, kamor bi se lahko, ampak če si ti vpisal v internet, je bilo prvih 100 zadetkov smrt. Ko priješ pa ti na onkološki inštitut, pa ti povedo, da če si že mogel dobiti raka, je fajn, da imaš tega. In to ihtenje v iskanju informacij, če niso preverjene, zna prenarediti več škode kot koristi, ker jaz rečem pač mirno iz tega razloga, ker
ker bodo stvari šle itak svojo pot, potem, ko boš še enkrat v kolesju zdravljenja. In ti do takrat ne moreš nič, ti lahko tebi bolj pomaga, mogoče zjutraj kak sprehod, na svež zrak, kakšna meditacija, pač karkoli pomaga. Jaz vsak dan začnem s prehodom, ker sprehod me pomirja. Na sprehodu jaz pač v svoji glavi naredim informacije oziroma si splaniram dan. In jaz sem dejansko, če zgodaj zjutraj vstanem, sem bolj spočit, kot pa če bi poležal še naslednje 4 ure. Vsak si mora pač narediti, tudi ko je zdrav, si mora narediti svoj, vem, da je težko. Službe so take, kot so, stresa je vedno več, ampak moraš pa tudi ti najti nekaj zase, ker noben drug ne bo skrbel tako zate, kot lahko skrbiš sam. In pač najti svoj kotiček, ne vem, svoj kotiček nekje na Bledu, ne vem, na eni klopci, mogoče na kakem pomolčku. Jaz sem zdaj pač Bled rekel, ker Bled je že zadnje 3 leta moj dopust. Jaz imam tam pač določene kotičke, kjer se lahko samo tam čisto mirim, ne slišim nič drugega sveta od zunaj. Pač tam se spočijem, tam je moj delovnik oziroma tudi delovnik, ja, ker pač moj telefon je vedno vklopljen, tudi ko sem na dopustu, jaz pač klica ne zavrnem, ker tisti trenutek pokličajo verjetno v stiski, ne moram reči, da sem pač na dopustu, da ga pokličem čez 7 dni. Veliko vrst raka je ozdravljivih, to ljudje vedo? Vedno bolj vedo? Jaz mislim, da ne vedo, ker tako sem prej rekel, ko slišiš enkrat to frazo, imate raka, se ti podre svet, ker če se ti ne podre, potem s tabo nekaj ni čisto okej. Ampak tudi ko se ti podre svet, se lahko po bolezni sestavi čist drug, boljši, lepši, bolj nasmejan, bolj turistično obarvan, če so pri turizmu. In jaz vedno velikokrat rečem, da je meni rak več dal, kot me je vzel. Vzel mi je dejansko pol leta življenja oziroma malo več kot pol leta zaradi zdravljenja, ampak jaz sem na oddelkih onkološke bolnišnice spoznal ljudi, ki so prijatelji, ta pravi prijatelji. Ta onkološka prijateljstva držijo še najhujše stvari, ki se zgodijo med nami, ampak ta pa res držijo, ker so zgrajena na tam, kjer upam, da nihče, ki to posluša, nikoli ne bo pristal. Koliko je rak povezan z dednostjo? Marsikdo razmišlja, če je nekdo v družini imel raka, ga bom verjetno dobil tudi jaz in obratno. Če raka v družini ni bilo, potem me nič ne skrbi. Zdaj, genetika sigurno ima nekaj zraven. Saj to, kar se tiče tega, so dober primer otroci, ker oni se pač ne morejo pridelati do svojega 3. leta stvari, ki jim ga to lahko sporoči. Jaz sem si ga lahko pridelal s svojim načinom življenja. Ampak jaz mislim, da moramo biti vsi pozorni, oziroma ko se določena stvar začne dogajati v našem telesu, moramo biti pozorni na njo, če ta dolgotrajna. Zdaj jaz ne bom nagovarjal, da takoj ob vseh spremembah zdravnikov, ker potem bojo te naše čakalne vrste še daljše. Je pa pomembno, da spremljamo svoje telo, da vemo, da če se nekaj drugega dogaja, in da takrat obiščemo osebno zdravnico, ki bo presodila, kako je naprej, ker tudi ta primarna raven je zelo pomembna pri odkrivanju bolezni, ker če osebni zdravnik dosti zgodaj pošlje naprej, je zelo velika možnost, ker vse se začne in konča na primarni ravni. In če primarna raven ne dela dobro, tudi sekundarna in terciarne inštitucije ne more pomagati. Ne vem, če en osebni zdravnik zamudi te preglede, oziroma če nekdo opozarja na te znake, pa ga osebni zdravnik ne pošlje naprej, saj nam nič drugega ne preostane, kot pa da čakamo, da se zgodi, da nas bodo drugje sprejeli.
Imamo Evropski kodeks proti raku, ki navaja, kateri dejavniki iz življenjskega in delovnega okolja so povezani z nastankom raka. Kaj pa presejalni programi? Nekaj sva jih že omenila, ampak vendarle ljudje razmišljajo pogosto, ne potrebujem svita, ne potrebujem zore, ne bom potreboval Petra, recimo. Kaj pravite, zakaj je to tako pomembno? Ja, presejalni programi so pomembni iz preprostega razloga, ker so narejeni sistematsko. Niso kar tako ena leta nametana v nek nabor in potem rečejo, bomo mi pri teh moških, rečemo, iskali raka. Presejalni programi so namenjeni za to, da se raka polovi v nižjih stadijih. Nižji stadiji so pa zelo, zelo pomembni, ker je terapij manj so agresivne, pa kvaliteta življenja je boljša. In še nekaj bi rad poudaril pri teh presejalnih programih. Presejalni program v svoji začetni fazi ne pomeni nobenega hudega posega v telo, to ni nobena operacija, edino mamografija malo boli, tako so mi povedale punce. Drugače pri nas moških je pa tale presejalni program svit, to dobiš domov, palčka, potisneš v svoje blato, zapakiraš in pošlješ naprej. In če je kakšna sprememba, te pač povabijo potem na nadaljnje preiskave. Bi poudarili torej, da je ključna preventiva, seveda? Ja, seveda. Presejalni programi delujejo, zelo, zelo dobri uspehi. Smo v evropskem vrhu. Če bi bili še moški pri presejalnem svitu tako zelo odzivni, kot so ženske, bi bili še višji. No pa narašča ta odstotek, vseeno? Ja, narašča, ampak moški smo še vseeno enih 20% točk za ženskami, kar v vseh statističnih regijah, niti ene statistične regije v Sloveniji ni, da bi bili moški pred ženskami. Kako vas je bolezen spremenila kot človeka? Zelo, zelo dobro vprašanje. Kot človeka me je spremenila predvsem to, da zelo, zelo rad pomagam drugim. Jaz vedno pravim, da se največje spremembe v družbi zgodijo z malim korakom. In teh malih korakov smo mi na društvu naredili že kar nekaj. Pa tudi jaz, na primer, jaz verjetno ne bi bil danes to, kar sem, če ne bi imel raka. Ker bi dejansko zasledoval druge ideale. Ne vem, po mojem bi rad imel 6 hiš, 5 avtomobilov, 12 jaht. Zdaj mi pa to niti ni pomembno. Avtomobil seveda moramo imeti, ker drugače ne moramo priti iz moje Koroške v Ljubljano. Drugače pa ne, čist preprost fant. Že prej sem bil preprost, zdaj se mi zdi, da sem pa še bolj preprost. In iščem, tako kot sem prej rekel, zadovoljstvo v življenju v malih stvarih. Jutranji sprehod, vožnja s kolesom, obisk Bleda. To so take stvari, ki me dejansko napolnijo. Drugače gledate na življenje in druge stvari so vam pomembne. Ja, se tudi vsi mi onkološki bolniki bi lagali, če bi rekli, da nimamo stresa oziroma da se ne sekiramo, ker to pač spada v naše življenje, ampak so pa stvari doma, na primer, ne vem, če brisača ni čist pol linija zložena, se mi pač ne sekiramo. In take majhne stvari nas naredijo drugačne, pa tudi tale naša dejansko povezanost teh vseh onkoloških bolnikov je zelo, zelo pomembna. Mi enkrat na leto na Ravnah na Koroškem naredimo dogodek, ki se imenuje Krog življenja, kjer smo dejansko, kot sem prej rekel, ti si narediš ekipo, ki dela okrog tebe, mi na Ravnah pa hodimo 24 ur, kar pomeni, da če imam jaz okrog sebe še 7 ljudi, vsak naredi 3 ure in je na videz nemogoča pot, kar je 24 ur z lahkoto narejena. Vas je kdaj strah, da bi se bolezen ponovila, ali ste to pustili za seboj? Ne, jaz tega straha nimam. Mislim, lagal bi, v štartu je bil strah. Prvih 5 let je po moji bolezni tista možnost, če se ponovi. Po 5 letih sem pa jaz to skrb dal na stran. Jaz niti o raku ne razmišljam. Mislim, razmišljam o projektih, razmišljam o ozaveščanju, razmišljam o tem, kako bi lahko moške nagorili na drugačen, drzen, provokativen način, da bi pa zase razmišljal, če se ponovi, če se bo, bomo potem bili to drugo bitko, ampak jaz sem skoraj prepričan, da se ne bo. Omenili ste svetovanja, nasvete, različne akcije. Kako sodelujete z zdravniki in zdravstvenimi ustanovami v društvu?
Ja, kar v redu. Dejansko smo člani kar nekaj delovnih skupin, pa podpredsednik sveta pacientov Onkološkega inštituta. Tako da tudi zdravniki zelo dobro sodelujemo. Je pa tudi res, da bolj kot društvo raste oziroma bolj kot je društvo prepoznavno, tudi zdravniki v nas vidijo nekoga, kateremu gre za zaupati. Ampak mi to zaupanje gradimo na tem, da tudi mi tisto, kar obljubimo, mi tisto naredimo. Ker dati obljubo nekomu, pa se potem ne držati, to za nas na društvu Onkoma ni ok. In teh obljub se bomo mi držali. Držali se jih bomo iz preprostega razloga, ker želimo vse slovenske moške naučiti znake onkoloških bolezni. Mi ne bomo odnehali, smo zelo mlado društvo, mi smo ustanovljeni leta 2016, vsa ostala onkološka društva v Sloveniji imajo zelo daljšo zgodovino. In jaz sem prepričan, da ko bomo mi moškim nalagali te naše kampanje 35 let, bomo tudi moške prepričali, da je zelo pomembno, da te znake poznajo, da se odzovejo na prisilne programe, da se odzovejo na klic telesa, da se odzovejo na kampanje, da se odzovejo na vse, kar jim lahko pomeni, da bo lahko steber doma. Se vemo, da ženske podpirajo 3 stebre hiše, ta 4. steber moramo biti pa mi. Z brki ste novembra vedno bolj prepoznavni z leti. Kaj tokrat pripravljate v novembru? Pripravljamo kampanjo o raku prostate, tako kot sem že prej rekel, iz preprostega razloga, ker želimo moške naučiti oziroma pripraviti, da ko bo prisilni program odzunaj, da ni zelo hud poseg v telo. Zdaj letošnja kampanja bo malo bolj čustvena, kot so bile vse ostale. Prejšnje so bile drzne, letos pa želimo udariti na čustva moških. In ta čustva želimo pač privabiti na plano, da se bodo zavedali, da so tu čustva pomembna oziroma da so čustva pomembna iz preprostega razloga, ker se nam tudi čustva včasih pomagajo, da gremo na določen pregled oziroma da pač rešujejo življenja, no. Ker če se odzovemo na nekaj, potem rešujemo življenje. Kaj vam pomeni, ko novembra vidite veliko moških z brki? Pa niste vedeli, da so jih prej imeli, vas to osebno gane? Ja, to pomeni, da na društvu delamo dobro. Oziroma, da so naše kampanje sprejete. Jaz se meseca novembra zelo čudno počutim, ker imam te smešne brke tule samo pod nosom. Ampak če to pomaga nekomu, potem je prav, da tudi jaz kot vodja tega društva pač to naredim. Ker, kako sem prej rekel, tisti, ki je na vrhu piramide, mora voditi z zgledom. Če bi lahko vsakemu moškemu sporočili eno stvar v Sloveniji, katera bi to bila? Skrbite za svoje zdravje, tako kot skrbite za svoje avtomobile. Tej najlepša hvala in vse dobro. Hvala za vabilo. Z vami sem bila Nataša Repovž.